Januar je tukaj, novo leto, svež začetek in vsi bomo boljši, lepši, bolj zdravi in ne vem, kaj še vse je v našem repertoarju. Ali nas bodo energije v mesecu januarju pri tem podpirale. V svoji družbi hvaležno pozdravljam Jimmy, področje astrologije in pa psihoterapija, trenutno zelo zaposlen z vašimi astrološkimi napovedmi za 2024 in pa, hvala, ker si prišel, in pa Lili Sorom, ki je numerološko že preverila ne samo januar, ampak tudi celo leto 2024, ki bo, ja, poglejte si, a ne? Ampak danes gremo z januarjem, a ne? Ne bomo prehitevali. Ne bomo prehitevali. Januarja načeloma se jaz najraje pogovarjam z našimi gledalci, ker imajo največ motivacije za zdrav življenjski slog. Ki pol ponovadi do 1. februarja, ne? Pustimo zdaj. Ja. Dajmo ujeti ta val. Prvi mesec, januar v letu 2024, o kakšni numerološki sliki govorimo? Enka nam vedno da ta zagon, ne? Enka vedno hrepeni po napredku, se pravi, ne po nekih spremembah, ki so kratkotrajnega značaja, ko nekaj samo poskusimo, pa potem tudi opustimo. Tako da letos, ko stopamo v leto pod vplivom števila 8, ki bo energijsko zelo močno leto, je tudi januar zelo močen. Je pa res, da januarja se nam še malo lepijo energije od prejšnjega leta, se pravi, bomo malo tehtali. Ali to, kar obstaja, to, kar poznamo, to, kar nam je udobno, to, na kar smo navajeni, še vedno naprej. In kako se lotevati novega in kako oblikovati nove navade. To bi bila največja dragocenost meseca januarja. Se pravi, ne samo naprej pa nekaj planirati, ampak kako lahko to integriramo dejansko v vsakodnevne obveznosti, naloge, da to postane navada. Wow, bravo, torej nove navade, ker ena zadeva postane navada. Ko nam pride v kri. Pride v kri, ni to samo 2024. Tako, je tudi do 2030, ko bomo lahko bojda še zadihali, ne? Šele zadihali, ne? Zdaj, s 1.1. je konec tudi retrogradnega Merkurja, kaj ne da, Jimmy? Tako, Merkur prihaja v Strelca in Jupi. Ponovadi so začetek januarja vedno mečko malo zaspan. Tokratni januar bo bolj živahen. Zelo bo odličen bo za poslovni del. Veliko energije je v Kozorogu, Mars prihaja v Kozoroga, še vedno je Sonce malo v Kozorogu, to se pravi, to bo zelo deloven januar, še posebej za tiste, ki so podjetniki, ne. To se pravi, imamo še Mlaj v Kozorogu in to je ideal, v bistvu takole, ne. Januar je v bistvu najbolj pomemben mesec. Zakaj? Tako, ko se začne leto, tako bo celo leto. A dej nekaj. Se pravi. In ti bi rad, da delamo? Jaz bi rad, da smo učinkoviti, ciljno usmerjeni, da vemo, kaj hočemo in valjda delati. Ok, tudi na navadah. V bistvu januar je izredno dober, da se odvadimo določenih starih navad, ne, in vzpostavimo še posebej glede takrat, ko je Mlaj ali pa polna luna. Kdaj pa bo Mlaj? Kdaj bo prvi Mlaj? Mlaj je na sredi, polna luna je 25. Ampak ta Mlaj je zelo pomemben, ker je v Kozorogu. To se pravi, to zelo ustreza, da imamo resno odločitev, karkoli je povezano s poslovnimi zadevami, sferami, ne. In če bo ta let poslovno uspešen, se bomo tudi boljše počutili, ampak Kozorog je namenjen tudi za vse resnejše zadeve, bolj strukturirane zadeve. Globje strategije. Strategije. Kozorog je zelo strateško znamenje. Imamo Marsa v Kozorogu, ne, tukaj je on na višku, ne, to se pravi, bomo imeli polno energije. Merkur je v Strelcu, to bo klepetal do iznemoglosti, za potovanja dobro, tako da za razliko od prejšnjih let, ta januar je v bistvu eden od najbolj pomembnih. Ne pozabimo, imamo pa zelo pomemben datum 21. januarja, ko Pluton ponovno prihaja v Vodnarja, ampak to malo kasneje.
Ulala, super. No, naj povem, da je krasna stvar in dobro je imeti lastno astrološko napoved za 2024, ker v bistvu vidiš, kakšni so tvoji gabariti, kateri so tisti meseci, ki res vidiš, da boš svoj fokus da se ti bo unovčilo v odnosih poslovno ali kakorkoli pa že. Tako da je fino imeti še je torej čas, da si naročite svojo astrološko napoved za leto 2024, ki se naredi na podlagi natalne karte. Torej poveš malo v bistvu v večini za 2024, ampak tudi malo za naprej. Skratka, vodnik je obsežen. Več kot 80 strani. En del, 1/3 je generalna napoved, glavni trendi, kaj se dogaja, ostali del je pa na osebni astrološki kartic, pravi konkretno, kaj za določenega posameznika lahko čaka, kako naj se pripravi, čemu naj se izogiba in kdaj naj stisne na plin. Ja, mislim, to se mi zdi zelo dobro. Jaz že to leta to znanje uporabljam in vidim, da takrat, ko je počitek, takrat, ko je pa gas, je pa gas. Je pa gas, ja. Ampak generalno, kako pa numerologija kaže, da bomo januarja vsi mogli gas stisniti, ali je še malo pavze? Numerologija predvsem pravi, da imamo svobodno voljo. Aha, okej. Tako da ja, mi imamo lahko ful potencijala, ful znanja, ful modrosti, ful sposobnosti, ful priložnosti. Pa če doma sedimo, pivo pijemo, televizijo gledamo, jih pač ne bomo izkoristili. Celotno leto v na nas vpliva pod vplivom števila 8, ki simbolizira ravno to, kar je prej Jimmy omenil, učinkovitost, organizacijo, ciljno usmerjenost. Se pravi, če mi ne vemo, kam gremo, kako naj nas potem vesolje do tja pripelje? Če greš na avtobus, pa ne vem, kam hočeš priti. Ja, tudi verjetno ne boš prišel tja, kamor si želiš. Anton Komat, snemala sva ene krasne vsebine z njim pred kratkim, se voziva v avto in mi reče: Jasmina, ljudem je treba povedati, da se morajo sam bermudskega trikotnika izogibati. Jaz sem letela čez njega, ni bilo tako hudo. Ampak a veš, kakšen bermudski trikotnik on pravi? Kavč, hladilnik, televizija. A veš? Aha, tukaj si letela. Najbolj nevaren, prav. Najbolj nevaren bermudski trikotnik. Kavč, televizija in pa hladilnik. In če bomo zunaj tega, da bo vse v redu. Da bomo šli čez. Retrogradni Merkur, ki je dejansko bil in je za nami, pa zdaj ga ni več. A lahko dejansko ljudje to začutijo ali pa opazijo na vsakdanji ravni? Zmeri govorijo ljudje, da retrogradni Merkur je povezan z tem, da tudi tehnologija ne dela, da komunikacija šepa in tako naprej. Da ni takrat za kupovati niti novih stvari, zaradi tega, ker lahko imamo probleme z reklamacijami in tako naprej. Še kako drugače? Več ali manj to drži, ne vedno, ne 100%, ampak generalno, kadar je Merkur retrogradno oziroma ko gre nazaj, se stvari ustavljajo ali pa nekako upočasnijo. In to je odličen period, da v bistvu rekapituliramo za nazaj stvari, da revidiramo stvari. Če imamo pogodbe, da pogledamo še enkrat pogodbe, da pospravimo zadeve. Retrogradni Merkur pravzaprav je odličen čas, ampak za določene stvari. Ko pa Merkur gre iz svoje retrogradnosti, potem Merkur spet ima svojo funkcijo, je razigran, stalno nekaj frfla. Mi rabimo retrogradnost, da se misli umirijo, ker drugače preveč šibajo zadeve. Tako da, če ne bi bilo retrogradnega, bi bilo hujše. Bi bilo hujše. Koliko pa bo tega v letu 2024? Ker prejšnje let, zdaj že prejšnje let, se mi zdi, da je bilo kar. V tem letu značilnost tega retrogradnega Merkurja je, da bo v ognjenih znamenjih. In tukaj bomo morali veliko delati na svoji strasti, na svoji viziji, na svoji energiji. In ta retrogradni Merkur v tem letu je specifičen. Tako, kot je prejšnji let bil zemeljski, zdaj je pa zelo obarvan ognjevito. To se pravi, elementi ovna, tega strelca in leva bojo zelo močno vplivali in vse, kar je pod to simboliko, bomo morali z ene strani paziti, ampak z druge strani tukaj imamo pa zelo veliko prednost, da na teh področjih lepo uredimo zadeve.
Ko govorimo o ovnu, govorimo, da moramo poskrbeti za svojo lastno identiteto. Ne? Oven, akcije, identiteta, lev, da malo poskrbimo glede svoje napihnjenosti, ponosa. Lev včasih zna biti majčkeno malo egocentričen, ampak tudi, da pogledamo za svojo ustvarjalnost. Idealen čas, da malo revidiramo, korigiramo svojo ustvarjalnost in jo usmerimo v pravo smer. In strelec, ko je v strelcu retrogradan, ok, za učence to ni dobro, ker bojo morali ponavljati izpite, mogoče potovanja se bojo morali malo odložiti, ampak je izredno dober, da spet nekatere svoje prepričanja revidiramo, da pogledamo, kje smo se zataknili. Skratka, ta retrogradni Merkur v tem letu nam bo dal čudovite priložnosti za napredek. Za napredek. Za napredek. Ulala! Evo, Gini iz astrološkega vidika govori o ognjenih teh Merkurijih. Ti govoriš o osmici, ki je materialna in duhovna, močna. In Darja Furek ter Tanja Glažar govorita o zmaju, o tej intenzivni zmajevski energiji, v katero dejansko prihajamo natančneje februarja, začetek februarja leta 2024, ne, letos seveda se zamenja ta energija. In zato imamo tudi prav posebno priložnost, da tudi sami dobite zmaja medeninastega, ki pa ga postavite na tisti del hiše, kjer pač želite nekaj spodbuditi. Zdaj pa odvisno, kam ga postavite, za katero energijo, kje je primanjkljaj, zato da se vam uravnovesi. Vse to smo vam točno in natančno pripravili, je pa v tem primeru za tega zmajčka, ene par 100 jih bomo podarili, potrebno uporabiti pri nakupu nad 70 evrov, mislim, da je ključno besedo zmaj. Tu velja preko spletnih naročil, oziroma če boste poklicali, lahko prav tako poveste, torej beseda je zmaj. Torej zmaj za leto 2024, ker težek je, no daj probi, a je težek? Je, ne? Je tako masiven, ja. Masiven, ne? Ki ga postavite torej na tisto področje, kjer želite malo dvigati. Zdaj za ženske, ne? Če hočeš okrepiti žensko energijo, je drugo področje, za moško energijo, za odnose, ne? Odvisno. Ker na vsak kot enega. Ja. Na bermudski trikotnik. Ampak zmaj je močna, ne? Simbolika v Aziji, sicer malo bolj spoštovan, pri nas se ga malo bojimo, ampak v resnici je to dobra energija. Zmaj v astrologiji je zelo prisoten kot zmaj. Ne? Lunini vozli, severni pa južni, so upodobljeni v obliki zmaja. Ne? Zvaja glava ali pa rep. Res, 10. februarja prihaja leseni zmajček tudi na zahod. In bo dal pushing, bo dal močno ognjeno energijo. Ognjeno energijo. V bistvu ognja nam je zdaj manjkala, ne? Ampak tale osmica, kako se pripravimo na njo, ker recimo moja življenjska pot je pot 8 in vidim, kako me meče v bistvu iz ene in v drugo smer, ne? Iz neke čist duhovnega, hipijevska, ne vem, čist samooskrbnega, neodvisnega življenja v drugo smer, v drugo skrajnost. Kako lahko hendlamo to osemko v letošnjem letu? Dajmo malo nazaj pogledati. 2011 se je začelo. Duhovni proces je pričel 2011. 2020 je bil recimo izrazito tako leto, pa 2021, ki nas je premetavalo. Temu reči, da smo se nekaj iz tega naučili. Tako da 2024, štirka na koncu simbolizira zelo stabilno energijo. Energijo, ki ima neko staro, dobro, zdravo pamet. Se pravi, struktura, načrtovanje naprej. Če zdaj to premaknem sem, kaj to pomeni čez 3 mesece. Kaj nekaj, za kar sem se danes odločil, zame pomeni dolgoročno. Zavedati se pa treba, da gremo v zelo intenzivne energije. Se pravi, stvari bomo zelo močno doživljali. Zelo močno bomo doživljali frišno zaljubljenost ali pa neko novo zamero. Zelo veliko bo možnosti za uspeh. Se pravi, osmica je tista, ki simbolizira uspeh, karkoli uspeh je. Mogoče za enega uspeh zlate palce, pa ne vem, ladje, za nekoga drugega uspeh samooskrbnost. Za nekoga drugega je uspeh to, da gre ven iz toksičnih odnosov. Se pravi, čim manj se primerjati z drugimi, ampak se primerjati s seboj, ki smo bili 2011, pa 2020, pa zdaj stopamo v 2024. Pa čim bolj, tako kot je tudi prej Jimmy rekel, biti ciljno usmerjeni. Osemka, energija, življenje, vesolje, Bog.
ljubi tiste, ki vejo, kaj hočejo. Slaba novica je, da se pravi, tisti, ki so izrazito sebični, jim bo šlo kar v redu v 2024, ker oni vejo, kaj hočejo. Oni vejo. Ja, ampak recimo ta sebičnost je bila dostikrat narobe razumljena. Absolutno. Nikoli ne bom pozabila, ko berem Oshota, pa recimo kakšne stvari ima res dobre, s kakšne bi se pa kar skregala z njim, ne? Ampak zelo dobro je dal analogijo, da drevo na začetku, ko rase, je zelo sebično. Vsak foton energije porabi zase, vsako molekulo vode zase, vse zase. Ampak, ko pa v bistvu dobi dovolj, pa svoje darove, svoje plodove deli z vsemi. Recimo osmica, tako zgoraj, tako spodaj. Se pravi, zgoraj je duhovno, tudi iluzija, tudi vse, kar nas mogoče malo spodaj je materialno. Se pravi, tudi ego, tudi izzivi ega. Ko se to uravnovesi, se prekucne in govorimo o značku za infinity, tako. Neskončnost. Jaz bi dala še en primer. Indijanci vemo, da so zelo povezani z naravo, da so zelo povezani s svetlobo. Če bi oni imeli milimeter ega, mogoče pljuv Krištofa Kolumba ne bi bil genocid milijonov plemen. Tako da ego ni vedno slab, pa tudi jeza ni vedno slaba. Kje in kako mi postavljamo meje, pa kaže, a smo mi zrela oseba ali nismo. Ali zdaj delujemo na podlagi ega in neke sebičnosti, vse hočem zase, ali delujemo mogoče celo preveč dobrodelno. Se vemo tudi otročka, ko vzgajamo, če mu vedno popuščamo, mu dolgoročno ne delamo usluge. Ne, absolutno. Se pravi, to ni lahko preceniti, ne pa presoditi, absolutno ne. Ampak življenje pa verjamem, da nas je do zdaj tudi že kaj naučilo. En lep slovenski pregovor obstaja: iz praznega vrča ne moreš drugim nalivati. Se pravi, moraš najprej poskrbeti za svoj vrč. Mlaj in pa potem še polna luna. Kako bo, glede na to, da mesec januar je mesec, ki moramo ščistiti tudi črevesne obloge, ki so se nabrale od decembra, da moramo malo prepucati telo, se osvoboditi, in mlaj je v resnici zelo dober čas, da to naredimo, a ne? Za vse začetke. Kakršenkoli začetke, enako mlaj. To se pravi, to je mesečev ciklus energije, ko se nekaj zaključuje, oziroma v tem primeru maja, ko gremo naprej, ne. Res je, januar je vedno dober za čiščenje, ne. Zakaj? Ja, celo leto smo se bazali. Sploh decembra smo delali. Še posebej decembra in Jaz ne vem za vas, ampak, a ne. Govorim za večino ljudi. Ampak mlaj v tem kontekstu je res v znamenju kozoroga, ne. Čiščenje, kozorog je zemeljsko znamenje. Pomeni, je povezan s kostmi, s kožo, z prebavnim traktom, ne. Spravi, to je idealen čas, to, kar si omenila, za kakršnokoli čiščenje. Na psihološki, energetski ravni je pa to idealen čas za kakršnekoli začetke glede posla. Ti nas kar precej poslovno porivaš, se mi zdi. Ker zdaj že nekaj let to počnemo, pa nikoli ni tukrat, a si opazila, to nikoli ni tukrat rekel. Poslovno. Pa veš, česa nisem slišala zdaj že nekaj časa? Turbulentno! Čakajte, bomo se še pogovarjali o Plutonu v Vodnarju. Čakaj, a to je januarja? Januarja. Ja, pa je čas, da nas počastiš s to informacijo. Verjetno ste vsi opazili, kaj se dogaja na nivoju umetne inteligence, kaj se dogaja na raziskovalnih področjih, znanostih, celotni preboji. To, kar zdaj doživljamo, to je v bistvu šele začetek. To pravzaprav je bleda senka. Ona je sicer rekla do 30. leta. Ja, mnogi astrologi tudi to potrjujejo. Jaz sem majčkeno malo bolj optimističen, pa pravim do 40. Jaz sem mislila, če lahko skočim, jaz sem ciljala na odnose, medsebojne odnose. Medsebojni odnosi na vseh, dokler je Pluton v Vodnarju, to je pa do 40. leta. To je cela ena turbulenca na znanstvenem področju, na medsebojnih odnosih, družba še posebej in narava, ne. Najbolj od vsega me skrbi bolj narava, kakor družbeni odnosi, ne. To si mi pa že po telefonu povedal, da te skrbi narava v 2024. Čeprav zdaj govorimo o januarju, bomo verjetno prišli do tega meseca, zelo me skrbi marec in april, ne. Marec in april. In potem leto 2025.
Sploh, ko govorimo o potresi, pretresi, nenadne neurja in tako naprej. April je zelo tak. Ampak mogoče zdaj, to bomo mogli posebej oddajo narediti enkrat o tem, ker to se mi zdi, ker bo dosti stvari, ki se bodo v naravi dogajale, kao bo naravnih, pa bo v bistvu napredna tehnologija. Tako. Pluton, to smo že, Pluton je bil v Kozorogu od 2,8. To je zelo patriarhalna energija, moška, ampak konzervativna. Zdaj prihaja v vodnarja, v bolj novodobno. Tukaj bo revolucija in evolucija, in na družbenem nivoju, in na osebnostnem nivoju, posodbo. Plus najbolj bo povezano z znanjem. Ok, odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Z vami bomo tudi v mesecu februarju. Preverite torej astrološki vodnik objavljen na klepet.kavi.si in med drugim, če vam smem predlagati, poglejte biohacking za mesec januar in pa preverite tudi, kaj lahko naredite za svojo zimsko regeneracijo. Smo pa objavili tudi vse pomembne dogodke in termine za leto 2024. Preverite na spletni strani.